Po mojem je ena od znamk, ki se najbolj uspešno spopada s trendom zmanjševanja prostornine motorjev prav Ford. Njihova serija motorjev EcoBoost nas namreč vedno znova prepriča. Ampak Ford ne spi in to mi želijo danes pokazati na tej kratki predstavitvi na parkirišču letališča v Frankfurtu. Tudi njim je jasno, da je prihodnost električna, zato je v pripravi cela vrsta hibridnih in električnih vozil. In nekatera so celo že na prodaj, ampak samo čez lužo. Naprimer tale C-Max Energy. Gre za avtomobil, ki ga mi zelo dobro poznamo, le da ga poganja sklop dvolitrskega bencinskega in električnega motorja, ki skupaj proizvajata kar 190 konjev. Tako kot pri večini hibridov je tudi tu Atkinsonov motor za večjo učinkovitost, zelo visoko kompresijo, manjšo moč pa seveda nadomesti elektromotor. Menjalnik je v tem primeru elektronsko nadzorovan brezstopenjski, samo na elektriko pa se lahko pelje vse do 100 km/h, v idealnih pogojih celo več. Zelo podobna tehnologija ima tudi Fusion, ki se bo v Evropi seveda imenoval Mondeo. Le da ta lahko vozi samo na elektriko, kar z našo omejitvijo na avtocesti. Ima tudi posebno aktivno masko z režami, ki se zaprejo pri večjih hitrostih, da ima manjši zračni upor in zaradi tega je ravno tudi dno vozila. Še bolj kul so tile merilniki, ki prikazujejo vse in še več. Tukaj na primer spremljam, koliko listov je pognalo med mojo varčno vožnjo, tako da vas dejansko naučijo varčno voziti. No, najbolj napreden od vseh pa je Focus Electric. Ime jasno pove, da je to povsem električni avtomobil, kar pomeni, da med vožnjo nima nobenih izpustov, razen potnikov, če se jedi recimo fižol. Motor razvije kar 145 konjev, največja hitrost pa je omejena na 137 km/h. Veliko bolj impresiven je pospešek z mesta, kjer zelo konkretno potegne in se ti zdi, da se sploh ne konča. Takšen avto sicer že od decembra 2011 izdelujejo v Severni Ameriki, v Evropi pa so ga začeli letos poleti, tako da bo v bližnji prihodnosti naprodaj tudi pri nas. V Nemčiji za okoli 40 000 evrov. Morda je zanimivo, da imajo vsi takšni Focusi kar vgrajen 6,6 kW polnilnik, tako da se litij-ionska baterija napolni v največ 4 urah, kar zadostuje za 162 km vožnje v idealnih razmerah. Takrat, ko tale merilnik kaže, da res vozite tako. Še bolj zanimanje pa pričakujem tole tehnologijo, e-wheel drive, ker tole bo pa res revolucija. Sami motori so vgrajeni kar v kolesa in potem se sprosti ogromno prostora v samem avtomobilu. Ali pa so samo vozile manjše. In najlepše, takšna kolesa se bodo lahko celo obračala in potem si predstavljate, ko se boste pripeljali do premajhnega parkirnega prostora in boste kar pravokotno parkirali van. To pa bo to. Upam, da bo Ford z vsemi temi tehnologijami uspel ohraniti tisti dober občutek pred vožnjo, zaradi katerega jih vedno tako rad vozim. Tale Focus se že dobro pelje.